Poleg mene je Špela Šifek, odgovorna urednica informativnega programa na POP TV, Jurij Palk, urednik Novega glasu, Zamejstva, teolog, dr. Ivan Štovec in Brane Senegačnik, klasični teolog, pesnik, pa tudi kolumnist v slovenskem času. Izhodišče za naš pogovor je, ko smo že zapisali knjiga Veter in megle. V njej so zbrani komentarji in predavanja dr. Ivana Štoveca med leti 2000 in 2012. V njih se loteva vprašanj povezanih s stanjem demokracije in preigravanjem političnih scenarijev. Njegova želja je kritično, pošteno in brez dlake na jezik odpirati zatornost slovenskega prostora ter mu pomagati izostriti tiste demokratične poglede, ki edini zagotavljajo mirno sobivanje v resničnosti. Ivan, zakaj mislite, da je vaša naloga, ne nazadnje ste duhovnik, ne novinar, da s komentarji izostrujete demokratične poglede v družbi? Lep dober večer vsem. Poleg tega sem duhovnik, sem tudi teolog. Moja usmeritev teološka je moralna teologija z družbenim naukom cerkve, tako da nekako v polju teologije pokrivam tudi družbeno tematiko. In krščanstvo se je od vsega začetka moralo opredeljevati tudi do okolja, v katerem je živelo, in tudi danes nič ne drugače. Tako da mislim, da je to celo moja profesionalna dolžnost, da to počnem. Po drugi strani pa imam nekako že od srednješolskih let naprej tudi neko žilico, če tako rečem, za opazovanje političnega, družbenega dogajanja, kar sem počel vse svoje življenje in se je recimo zadnjih 20 letih izrazilo tudi skozi komentarje v različnih medijih in pa tudi seveda predavanja na to temo so bila pogosta in so še zmeraj pogosta. Kolumne ste pisali v različnih medijih, od Dnevnika, Ampaka, Demokracije, tudi Družine. Ne kaže to na neko pluralnost družbe. Zakaj misliš, da ste te vabili? To morate gospod Špelo vprašati, ker je recimo eno izmed tistih, ki me je vabila. Glede na to, da so me vabili različni mediji, od recimo Dnevnika, ki je absolutno lev časopis, po svoji orientaciji do normalno katoliških časopisov, ker spadam v ta kulturni prostor, je verjetno neko znamenje, da sem bil dovolj poleg kritičnosti tudi odprt in širok, da so me tam prebavljali. No, gospa Šifek Štuhec je trenutno tudi vaš redni komentator v oddaji ob enih. Zakaj pa ste ga vi povabili? Za vaš medij je sicer značilno, da v oddaji vabite zelo širok krog komentatorjev. Tudi gospodu Štuhecu ste zapisali zanimivo misel v knjigo. Je to samo zaradi večje gledanosti ali je to vaš prispevek k pluralizaciji medijev? Večer tudi z moje strani, pa bom čisto po novinarski maniri najprej vprašala dr. Štuheca, kako se je počutil, ko smo ga povabili. Kaj je bila vaša prva misel? Zakaj? Ne vem, gospod Špela, kaj je bila prva misel. To je zelo težko reči, ker to ni bilo tako iznenada v tem smislu, da še nikoli nišče ne bi recimo iz nekega takega okolja ne vprašal za tak komentar. Tako da bolj je bilo vprašanje tehnike, časa in tako naprej. Vsebinsko pa nisem imel velikih težav. Torej, kar sem želela v bistvu napeljati je, da je to toliko drugače, da gre dr. Štuhec je eden izmed kolumnistov v naši 24 ur v Beni, kjer vsak ponedeljek gostimo predstavnika cerkve kot kolumnista, da se odziva na aktualne dogodke in komentira in tako naprej. Mi smo se zavestno odločili, da ponedeljke namerimo prav cerkvi, v začetku rimokatoliški cerkvi eno leto, letos pa smo se odločili, da tako še razširimo in enkrat v mesecu je
protestantske vere. Tako da mislim, ali prije gospod Grizeliš ali od drugih predstavnikov. In seveda namen je ta, da prispevamo k pluralizaciji. Želimo se slišati in dati prostor čim bolj širokemu krogu ljudi. Nedvomno je cerkev na Slovenskem oziroma predstavniki, številni predstavniki cerkve na Slovenskem so precej družbeno vplivni, mi temu rečemo močni opinion makerji, zato je njihovo mnenje vsekakor dobrodošlo. Vedno radi gostimo ljudi, ki lahko prispevajo k širitvi intelektualne misli, ki znajo zanalizirati dogodke z različnih zornih kotov, tako da nismo preveč naklonjeni radikalizmu v eno ali v drugo smer. Imamo pa radi različne poglede z dobro argumentacijo. Vprašanje vam zdaj za vse. Se strinjate, da se naslovi prispevki v naših časopisih in medijih nasploh prepogosto preveč pikri in črnogledi? Najprej dala besedo gospodu Falku, ki prihaja onstran meje. Dobro večer vsem. Črnogledi, jaz bi kot človek Slovač, živim namreč v Italiji, bi povedal, recimo, da tudi v Italiji poznamo časopisje, ki črnogledo kaže in poznamo odlične medije, se pravi, da kar se tega tiče črnogledo. Mogoče bi edino ena stvar bi poudaril tukaj, že ko smo z dr. Štupecem, jaz sam te oddaje vaše ne vidim, ker takrat delam, moram povedati, žal, drugače pa z Ivanom sva prijatelja že vrsto let, veliko krat tudi že sodelovala, tako naprej kot tudi z Branetom, pa se srečevala recimo v družini, pa prej v Črnogledo. To je znana, črnogledi naslovi je znano ameriško pravilo, bad news, good news, to je to. Vse kristijani, če smo tukaj vse nekaj na vse kristijanov, bomo vedeli, da je Lucifer je tisti, ki nosi luč in se dosti bolj sveti kot drugo. Kar je slabo, je privlačno, kar je žvičkljivo, je lepo. To se pravi, to se prodaja. To ne bo, recimo, kot neka premisa. Gotovo bi pa tukaj rad povedal, da v Italiji imaš jasno diapazon časnikov in medijev dosti večji, kot je na Slovenskem. Eno stvar, ki pa od zunaj opaziš, recimo, je pa v Slovenskem in to lahko razumete tudi kot kritiko, ker se tem stoji, čeprav se zadnje čase popravlja, je ta izjemen odklonilen odnos določenega dela laičnih medijev do slovenske cerkve. Tega recimo pri velikih italijanskih časnikih, izrazito laičnih, v smislu liberalnih, in to pa bom rekel za Republiko ali pa Corriere della Sera, tega ni. Imaš največje vatikaniste pri Republiki ali pa pri Corriere della Sera ali pa pri La Stampa, naveden tri največje, ki s cerkvijo nimajo nobene zveze, imajo vatikaniste, ki mislim, da niti eden ne hodi v maši, po domače povedano, ampak pišejo o Vatikanu na takšno nivoju, da je to pritlehno pisanje velikih slovenskih dnevnikov včasih zares prav pritlehno in me je sram, da se to sploh lahko bere. To bi jaz rekel, kar pokažemo. Mislim, da bo s časom se to popravilo. Druga stvar, kar je recimo v Italiji časnikarska zbornica, mislim, da je malce povabila prav zato, da bi iz tega aspekta povedal, je recimo časnikarska zbornica, ko postaneš poklicni časnikar, je samo ena, je to zapletena stvar, tudi ko napraviš ta izpit in tako naprej, obstajajo določena pravila igre. Jaz tisto, kar recimo manira, jaz ne prenašam v Sloveniji, pakor sem rodet, ja,
Türk, gor pa to, dajmo lepo, gospod predsednik vlade pa je ta, pa gospod ta je ta, in tako se pravi se začne nekje pri maniri. To so različni pogledi. Kar se pa tiče slabševalnega, sam delam pri mediju, ki bom lahko rekel, da tudi spada v katoliški svet. In mi prvič, kolega je zadnjič na nekom posvetu rekel, da on, njegova največji križ je ta, njegov častnik se imenuje La Vita Katolika, katoliško življenje iz Vitna, je rekel, jaz bi prodal 10.000 kopij več, če bi tisti katolika pročdal, to v Italiji, tako da boste razumeli, mislim. Hoče povedati, obstajajo določene stvari, da se svet tako sekulariziran, ne preveč. Mi pa že itak ne moramo pisati o nekih stvareh z negativno predznanjem. Je pa res, da dobra novica, napisati dobro novico je zelo težko, da bo prva novica. To je res. Hvala. Mogoče gospod Snegačnik. Vprašanje je... Se strinjate, da so naslovi prepogosto? Ne, se spomnim, kar vprašanje. Vprašanje je, če je, zakaj so bad news, good news, zakaj črnobelost pa katastrofizem v naslovih ali pa v tekstih, prispevkih sploh leče. Mislim, da so tukaj časopisi ali pa sploh mediji niso tako zelo avtonomna institucija, ampak so pravzaprav del družbe in nekako so ustvarjajo, ampak hkrati sami tudi lovijo v jadra veter družbenega razpoloženja. Zdaj pa seveda vprašanje, ali se ljudje res imamo radi slabo, ali uživamo v tem, da nas ogrožajo katastrofe, ali je to pravzaprav bolj neka, kako bi rekel, neka malo perverzna drža, ki jo pravzaprav imamo, zato postavljamo, ker nam v bistvu manjka nek bolj realen stik življenja. Še nekaj bom rekel, ne tako dolgo nazaj, recimo, je bilo po moje klima tako bolj optimistično naravnana, ampak spet v isto površinskem smislu. Tako se je predstavljalo v glavnem življenje kot zgodba o uspehu, imejmo se fajn, to so bile parole, skratka življenje, bistvo življenja je, da ga uživaš in vsakdo ga lahko uživa, samo če ga zna. Ampak to je bila ista, bi rekel, površinska, vse primitivna, na nek način predstava v življenju, ki je spet, bom rekel, to ni išlo iz medijev, ampak so mediji logično ravnali nekako v duhu razpoloženja v družbi. In skratka, ko je pa prišlo do otipljivih znakov, da življenje ni pač v celi ravni zgodba o uspehu in da pač se ga ne da tako, bi rekel, z nekim enoplastnim hedonizmom zajemati, je pa prišla, bi rekel, reakcija, skoraj bi lahko rekel, na bolj kot histerično črnobela, katastrofična reakcija na to. Ampak jaz osebno mislim, da je to kar precej globalen in dolgotrajen problem, zaradi tega, ker se lahko sicer spreminja barva svetlo, temno, ampak vse reči pravzaprav potekajo na nekem nivoju ali pa v nekem kulturnem vzdušju, ki je samo na sebi problematično, zaradi tega, ker je izrazito nerealno. Mislim, da je to kar precej pomembno pa zahtevno vprašanje sodobne kulture. Zdaj, glede na diskusijo, ki je šla v smeri slovenske medijske pokrajine, na poti sem imel odprt radio in je bilo poročilo o najbolj branih slovenskih časopisih in seveda so spet prvo mesto odnesli tisti časopisi, ki jih ne moramo uvrščati med resne časopise, ampak so bolj ali manj rumeni tisk. Tako da se zelo pridružujem tej ideji Braneta o hedonistični miselnosti. Zanimivo se mi pa zdi to, da so v zadnjih 20 letih vsi resni časopisi skoraj popravili, če že niso prej imeli rumenega
svojega pol brata ali pol sestro, so ga vsi naredili. Verjetno iz čisto komercialnih razlogov, ker resnemu časopisju pada naklada, se vzdržujejo in ohranjajo pri življenju z rumenim tiskom. Tako da verjetno je tu tudi ena zelo komercialna poteza, zaradi tega, ker tudi na elektronskih medijih lahko opažamo podoben fenomen. Poleg neke malo bolj, recimo, resne informativne oddaje imamo potem še eno rumeno. In vsi bolj ali manj skušajo na ta način uravnotežiti svojo tržno pozicijo. To je eno. Drugo pa je seveda tudi vprašanje naše vrednostne orientacije nasploh v slovenskem prostoru in pa vprašanje in problem, da z vedno novimi generacijami je pravzaprav vedno manj tistih ljudi, ki so vezani na knjigo, na besedilo, na poglobljen študij, ampak ko se potegne nekaj z interneta in se zdi, da je to zdaj že naštudirano. To pa vidimo tudi na fakulteti ta pojav. Se pravi, nekega bolj poglobljenega, ne tiska, ne medijev, ni tudi zaradi tega, ker živimo zelo na površini. Šipek, vam bi še dala eno podvprašanje. Prispevkom na vaši televiziji dostikrat očitajo, da so pompozni, ne toliko pikni, kot če bi gledali. Se strinjate s tem? Pompozni, lahko ima več pomenov beseda, zdaj v kakšnem pomenu pompozni. Kar se mi trudimo je, da smo konkretni. Bom takoj se vrnila na to debato, bom ponazorila ta rek, o katerem smo se pogovarjali, bad news is good news. Vas bom konkretno vprašala, če bi imeli vi pred sabo dve možnosti, dva programa v istem trenutku, na enem programu bi se vrtela zgodba o tem, kako je, si bom zdaj izmislila, da je finančno ministrstvo uspelo pridobiti velika sredstva, katerokoli ministrstvo, kohezijska sredstva za par dobrih strukturnih projektov. Istočasno na drugi strani imate poročilo o tem, da je naša zadolženost še večja, da imate še dokapitalizirati in tako naprej. Kaj boste zbrali, kaj boste delali? Odkrito povedano, ali pa če gremo na nekoliko bolj rumeno, v istem trenutku imate na dveh programih, v istem trenutku na izbiro, a boste gledali prispevek o tem, da so v neki občini naredili veliko pridobitev za njih in zgradili novo šolo, v drugem boste imeli prispevek o tem, kako je šola nekje zgorela. Odkrito pomislite in razmislite, zakaj bi gledali prispevek o tem, da je šola zgorela. Pa se vprašajmo, zakaj, ne? Seveda to izhaja zdaj, to, kar je že gospod Srngačev govoril, to izhaja zdaj občutka tudi, da vedno želimo obrazložitev, več informacij o temi, o kateri se na nek način počutimo ogroženi. Seveda, če nekje neka šola zgori in tako naprej, ni naš neposredno ogroženost, ampak vendarle čutimo za situacijo in tako naprej, je nek občutek ogroženosti. Hočemo zvedeti več. Zdaj, če se vrnem na drugo temo, da nekoliko resnejšo v zvezi z finančnimi težavami države, na drugi strani neka pozitivna novica, je enak premislek. Zanimiv je še en pojav. Meni dostakrat rečemo, pa zakaj nimate v poročilih vedno kakšnih dobrih novic? Če greste gledati strukturo vsak dan posebej, boste videli, da imamo vedno vsaj eno ali pa res dobro zgodbi. Vsaj vedno oddajo poskušamo zaključiti z neko pozitivno zgodbo in tako naprej. Pa ne govorimo o koncu oddaje, kjer je entertainment, ampak resnega dela. Ampak tega si pravzaprav nihče zares ne zapomni. In se je spet treba vprašati, zakaj? Sem prav prosil, Dr. Šukrec je prej govoril o tem, zakaj. Jaz bi tukaj povedal, da govorimo
o stvari, ki je obsojena na smrt. Govorimo o časopisih, vi veste, da 31. decembra letos Newsweek zapira tiskano izdajo. Pred 2 leti je kupilo Daily Beast, pejte pogledati Newsweek, na Google boste videli, že pripravljajo platformo, zaprejo. Se odpovejo 1.800.000 naročnikom, ki redno plačujejo papir. Oni rečejo, ker vejo, da je to zgubljeno. Dr. Štukec je rekel eno stvar, tudi sami vidimo na univerzi, kako je. Jaz imam ženo, ki mi je ravno sinoči, ki tudi na univerzi poučuje, sta s kolegico napravljali med 3 doktorji znanosti in 4 doktorji znanosti in 13 diplomiranih univerzitetnikov, se včeraj meni, niti eden od njih več ne bere nobenega časopisa, niti enega več, kar pomeni, da ga ni bral od A, odkar se je to pojavilo, do doktora, ga ne bere več, vse dobi na tem. Jaz se zavedam teh plitvin, sedaj bi pa rad nekaj povedal, da ne bom kar dolg. To je fakt. Ko jaz to govorim, rečejo, spet je prišel Kassandra, pa govori o Facebooku. Čez en teden, mogoče v Sloveniji, čez en mesec boste vsi začeli uporabljati Firefox, novo verzijo, ki vam bo dal nadgraditev, ne boste odpirali 10 okrenci, boste sam 6, boste rekli, ok, lepo, kako lepo je to in tako naprej, zato ker bo res lepo. Boste imeli Facebook, boste imeli Google, vse na istem mestu, se pravi nadgradno. Nekaj se hoče povedati, kakovost. Vedno se govori, strinjam se s kolegico o televizijo zvečer,